Je nekaj vprašanj, ki so taka zelo zanimiva in polemična, padlo, naprimer o tem, koliko se sploh zavedamo, se pravi, podnebnih migracij in teh družbenih razsežnosti, sprememb. To se mi zdi zelo pomembno. Pomembno se mi zdi, da ne razpravljamo samo o teh vsebinah, kjer smo zelo domači, ampak da skušamo razumeti, družbene probleme tudi kot prostorski načrtovalci. Potem, naprimer, vprašanja okrog voda. Okrog voda je precej vprašanj, se pravi, voda je kar ena provokativna tema, od detaljnih do bolj radikalnih. In v zvezi z vodo in v zvezi s prostorskim načrtovanjem vprašanja o tem, kaj se pravzaprav dogaja, da ne uspemo nekako boljš tega, kar napišemo v strateške dokumente ali pa v neke akte, ki jih sprejmemo, realizirati. Se pravi, ta prenos iz nekih sprejetih dokumentov v prakso je očitno zelo šibek. Tukaj so komentarji padali od tega, da je naprimer urejanje voda še vedno relativno konzervativno, do tega, da tudi imamo še zmeraj vodo v kleteh, tako kot sem rekla, pa tudi če kaj drugega bi se dalo povedati. Zdaj, nekatere stroke se čutijo mogoče rahlo prikrajšane, tudi taka vprašanja so bila, zakaj ni boljšega in več sodelovanja. Tukaj mislim, da je pač edina zgodba ta, da se pač vsi zavedamo, da je treba več znanja v to vložiti in nekako iščemo poti za sodelovanje. Zdaj ne bi rekla, da je samo prostorsko načrtovanje a priori zaprto, res pa je, da je sodelovanje, mislim, da največja naša ovira pravzaprav. Če smo mi v času nesreč in največjih pritiskov na družbo relativno dobri v tej solidarnosti in v tej hitri organizaciji skupnosti, je pa takoj, ko se pač situacija malo pomiri, pri nas to velik problem. Problem, ki je tako strukturno vgrajen, zato sektorji vsak zase, službe vsaka zase, in problem, ki ga tudi nekako gojimo, tako tudi naprimer na takem pogovoru, se pogovarjamo o tem, zakaj pa jaz nimam priložnosti svojega znanja plasirati, ne pa o tem, kako bi prišli skupaj. Zato moramo ustvarjati možnosti. Za sodelovanje je treba ustvarjati možnosti in verjamem, da je tudi današnja konferenca ena taka možnost. Zdaj bi mogoče, ne vem, Barbara, če smo že tako daleč, da počasi zaključujemo naš dogodek, mislim, da nas bodo drugače prekinili. Kako si ti razpoložena? Trenutno imamo eno vprašanje, ki ga želi postaviti oziroma odgovoriti ena izmed panelistov, profesor dr. Lučka Kajfež, je dvignila roko, tako da prosim za besedo. Fajn, hvala. Glas. Ja, glas tukaj. Zdaj, mogoče tisto vprašanje o migrantih, Jaz bi samo eno številko povedala, ki se mi zdi pomembna. Vsako sekundo imamo novega migranta na svetu, ki zaradi vremenskih razmer mora zapustiti svoje domovanje. To se pravi, to niso ljudje, ki bi najprej šli v tujino. Moram jaz tudi to povedati, ker večina migracij se zgodi znotraj držav. Šele ko recimo poči glavno mesto, če tja grejo po šivih, potem grejo domov, oziroma grejo v tujino. In voda je osrednja nit migracij ta hip, seveda se bo pridružil še marsikaj drugega. Seveda smer, kam bojo migracije šle, je pa približno polovica migrantov svetovnih se približuje Evropi, polovica pa Združenim državam Amerike, če pogledamo tako na sever, proti severu. Seveda, kaj to pomeni po projekcijah svetovnih organizacij za Evropo, do leta 2050, govorimo o 200 milijonih potencialnih migrantov. Mi imamo težave v Evropski uniji z 5 milijoni, ki jih nismo rešili, ki so stisnjeni od Lesbosa do, ne vem, če hočete, Turčije. To je tudi prostorsko načrtovalski problem, ker mi ti ljudi po eni strani bomo sprejemali, na kakšen način, kako jih bomo integrirali, ni nič znanega, ampak mi kot noji glavo v pesek, ograjo na kolpo, vojsko na kolpo,
denar v obrambo namesto investirati v neizbežno prihodnost. No, to se mi zdi, da je tema, ki se zasluži več kot samo neko obdobje. Ja, hvala. Jaz moram reči, hvala, res sem hvaležna za ta komentar, ker se tudi meni zdi, no, da je prav ta moment, migracije so seveda najbolj tak boleč moment, ampak sicer pa vprašanje res družbe, človeka, kaj se s človekom dogaja. Mislim, ta zgodba z sedanjo epidemijo je tako res razgalila, kako smo pravzaprav šibki pri tem, kako skrbimo za človeka, in to, kar imajo Združeni narodi zdaj v zadnjih ciljih izpostavljeno družbeno enakost in geslo, ne pustimo nikogar za sabo, pravzaprav mora postati tudi geslo prostorskega načrtovanja. Mi moramo vedeti, da nekateri vidiki, nekatere prvine nimajo nosilcev urejanja prostora. Tisti, ki ste z področja, veste, o čem govorim. To je organizirano varstvo enih vidikov urejanja našega življenja. To je voda, to je kulturna dediščina, to je narava. Najlepše vidimo, kaj pomeni organizirano varstvo enega segmenta pri naravi. Kakšne fantastične stvari se dogajajo na tem polju. Ampak na polju socialnih politik, jaz rada rečem družbenih, zato ker Zala bo zdaj zaškripala mogoče, ampak zato, ker je to tako, pa se drugače čuti. Če rečeš socialne politike, ljudje reče, to ti zdaj tam ta neke te brezdomce. Ne. Družbene razmere, se pravi, tako kot sem rekla, otroci, starejši, ženske, ljudje, ki so malo ovirani pri rabi ali pa pri življenju, in vsi tisti, ki so tudi finančno in sicer deprivilegirani. Tole se nam je zdaj vse pokazalo, vsi se zavedamo prekernega dela, vsi se zavedamo poklicev, ki izginjajo. To zdaj ni več tako, kot je bilo v času, ko smo prestrukturirali industrijsko dobo. Poklici izginjajo. Delovna mesta, je nekdo lepo rekel, bodo postala kriterij za to, da nekaj spremenimo. Delovna mesta so bila kriterij za postaviti tovarno na njivo. Delovna mesta prihodnosti so, kaj, da bomo delali 4 ure bomo pa namesto, da smo v službi solato predelali, vsak bo svojo solato predelal in bomo rabili tisto njivo, ne bomo rabili tovarne zalakirati avte, če se ne bomo več z avti vozili. Tako da moramo se o tem pogovarjati, mislim, da je to družboslovno znanje, na primer, je tisto, ki ga prostorski načrtovalci sigurno potrebujemo več, nujno potrebujemo tudi družboslovce v svojih timih, zato da bomo boljš razumeli tudi, kako delujejo sistemi, zakaj se ne znamo sodelovati, kaj lahko pomaga, da bomo bolj sodelovali, se bomo slišali. Barbara, a bi ti mogoče potem prevzela, da ne bom jaz več to govorila? Prišli smo do zelo širokih zaključkov. Žal mi je, da nismo mogli obdelati vseh vprašanj, vsekakor pa bomo še naprej v kontaktu, še naprej bomo sodelovali na tem področju. Vsi udeleženi, ki ste izrazili to željo, boste seveda prejeli tudi zbornik tega posveta, v katerem bo malo več razloženo o vsakem od prispevkov današnjih govorcev. Smo pa seveda na podlagi tega posveta prišli do nekih zaključkov, da je na področju podnebnih sprememb potrebno ukrepati predvsem taktično in pa strateško, ker vidimo, da so podnebne spremembe neka obrobna tematika, ki se jo rešuje akutno, ko se problemi že pojavljajo. Potrebno je te spremembe tudi dosledno spremljati, jih znati napovedati in se na njih pravočasno prilagoditi, tako da upoštevamo zakonitosti ne le naravnega okolja in delovanja struktur zelenih površin, ampak tudi delovanja družbe, kakšne so vrednote v družbi in kako sistem deluje, da lahko dovoljuje prostorsko načrtovanje in prilagajanje na podnebne spremembe, zlasti v območjih mest, ki so še bolj ranljiva na klimatske spremembe.
predvsem pa, da so podnebne spremembe predvsem družbeni problem, ne samo okoljski, družbeni problem, ker vsaka od držav, od skupin znotraj neke družbe na to problematiko gleda drugače. Zato je pomembno, da se vsi začnemo zavedati, da je treba na tem ukrepati, da ne morejo prostorski načrtovalci rešiti sveta v tem primeru. Zahvalila bi se vsem skupaj za udeležbo. Še enkrat poudarjam, da nas zelo veseli, da imamo toliko poslušalcev in upajmo, da ste od današnjega posveta kar se da čim več odnesli in da bomo tudi v nadaljnjih korakih in našem delovanju ostali v kontaktu in sodelovanju. Najlepša hvala.